V letu 2025 radomeljski muzikli obeležujejo svojo 10. obletnico. Moje pesmi, moje sanje, Eni, Pepelka, druščina Mala nočna glasba ter koncertna uprizoritev Hello Dolly so v Radomlje pripeljali preko 20.000 obiskovalcev iz vse Slovenije, zamejstva in celo tujine. Radomeljski muzikli so bili sprva koprodukcija kulturnega društva Mlin Radomlje in kulturnega društva Ihan, pri katerih so se povezovali z drugimi okoliškimi društvi in so skozi leta postali več kot le predstava. Postali so simbol skupnosti, ustvarjalnosti in trdega dela številnih posameznikov. Iz golega ljubiteljstva so prerasle v produkte zavidljive profesionalne ravni, še posebej zaznamovane z iznajdljivostjo in izjemnimi interpretacijskimi vlogami iz zakladnice slovenskega glasbenega gledališča. Današnje gostje: Damjano Golavšek, Petra Čebulj, Lena Oberwalder-Zupanc, Tjaša Hrovac-Deklasa in Gaja Sorč. So nedvomno ene izmed tistih, ki so svojimi nastopi v vidnejših vlogah skozi leta na odru pustile poseben pečat. Drage gostje, izjemno sem vesela, da smo se danes zbrale ob tako posebni priložnosti. Ta prelomnica je izjemna ne le zaradi števila let, ampak predvsem zaradi vseh nepozabnih trenutkov, ki ste jih ustvarile na odrskih deskah. Današnje srečanje je priložnost, da skupaj obudimo spomine, raziščemo zgodbe iz zakulisja ter izvemo, kaj vse se skriva za ustvarjanjem tako velikih produkcij. Hkrati pa je to tudi čas za pogovor o tem, kako ste ve osebno doživljali svoje vloge in kaj vse vam je sodelovanje pri teh mjuziklih pomenilo. Še preden pa dodobra začnemo, bi rada izpostavila, da slovenski pravopis priporoča uporabo besede muzikal. Vendar nam je vsem za to mizo bližja raba beseda musical, ki jo bom tudi sama uporabljala v nadaljevanju. Hvala, da si to poudarila. To je zelo pomembna informacija in prav je tako. S tem se izognemo. Torej, muzikal. Muzikal. Smo želeli. No, začnimo na samem začetku. Vsaka zgodba ima svoj začetek in pogosto v obliki priložnosti, ki nas najde na najbolj nepričakovanih mestih. Rada bi izvedela, kako se je vse skupaj začelo, kako se je začela vaša pot v radomeljskih mjuziklih in če dam vprašanje za vse, kako je sploh prišlo do sodelovanja in kaj je bilo tisto, kar vas je prepričalo, da postanete delček te zgodbe? Katerakoli. A bom začela jaz, ker sem prva, ki je začela. V bistvu je začela se ta zgodba čisto spontano. Mi z Nejcem sva se spoznala pred več kot 10 leti na enem poletnem seminarju, ki je on že v enem drugem kulturnem društvu ustvarjal neke glasbeno-gledališke projekte in čisto spontano je enkrat prišla ideja, da se mu jaz pa enemu v tem projektu pridružim, še v tistej prejšnji produkciji. In moje pesmi, moje sanje so se zgodile, sploh ne vem kako, spontano, dobesedno, ideja od Nejca, jaz sem bila itak takoj za, ker to je najlepša stvar na svetu, meni moje pesmi, moje sanje in tako sem jaz zraven pristala. Potem so se pa zraven priključevali še otroci, pa orkester, pa ostali igralci in na koncu nas je bilo 100, pa sploh ne vem odkje. No. Ampak tako, mislim, da če bi nekdo na ta prvo debato o tem muziklu si mislil, da bo na koncu to ratal ven to, kar je ratal, po mojem ne noben verjel. No. Po mojem, mislim, še ne vem, mogoče bil Nejc optimist, jaz nisem bila. Jaz sem rekla, to bo en tak luštkan majhen projekt v kulturnem društvu, lušten se bomo imeli, na koncu smo imeli pa simfonični orkester, kar mislim, da je bilo takrat za slovenske razmere wow. Ogromno ponovitev. Ja, 20 ponovitev, celo bajto na odru, tako da... Ja, pa ne sem to, on je bil, vi ste bili takrat mladički, no to je bilo, Nejc je bil koliko star, 20, še ne? Ja, on je bil
neki tako študenti pa dijaki smo bili, no pač tako. A veš kaj, mislim, da ti spraviš skupaj tak projekt, no? Pa na nekem takem odru, ki v bistvu ni ful velik odr za reči, ne? Ampak mislim, da je bilo čisto, po mojem, vas entuzijazem pa neki tazga, dajmo neki se imeti luštno. Glavnino smo naredili tak čez poletne počitnice in mislim, da smo kle preživeli, po mojem, vsi svoj študentski in dijaški dopust oziroma tiste dneve, ko smo bili fraj. Se pravi, po mojem, čisto neko željo potem, da dajmo narediti nekaj. Se nismo vedeli, kaj v bistvu bo na koncu ven izpadalo, ne? Še manj, kaj bo to čez 10 let ratali iz tega, ampak mislim, da je bila verjetno tudi en kanček sreče, da smo se glih ta pravi ljudje najdeli v pravem času na pravem mestu. Ker gre, ena energija gre skupaj. A veš, se sešteva in vse enako in potem ne more, da ne rata. No? Sigurno. In to je, se mi zdi, izjemno v teh produkcijah. Da je, ja. Lena, ti si bila 11 let stara, ne? Ja, se mi zdi. Kako izgleda, v bistvu, kako poteka življenje najstnice, ko dobi glavno vlogo, za povrh mora pa še s kužkami igrati? Ja, pravimo tako, da če bi zdaj dobila tako vlogo, bi bila veliko bolj živčna, bi se veliko bolj sekirala. Takrat sem bila otrok, me je bila to neka dejavnost dodatna, kjer sem se družila z drugimi otroki, se imam zabavala, pela zraven. A je bilo čutiti eno povezanost? Ja, definitivno. Vedno, ko smo bili na vajah skupaj z otroki, ali pa tudi tlele, ko smo za odrom čakali na svoje prizore, smo se vedno zabavali, smejali, bile preglasne, tako da kaj ušpičile. Še pol smo se družile, tako da je tudi naprej se potegnilo prijateljstvo naredilo. Ja. Tako da je bilo kar zanimivo, ampak res sem takrat to čisto drugače dojemala, kakor bi zdaj. Definitivno. Tako da takrat mi ni bilo težko, zdaj mi je bilo zagotovo težje. Čeprav bi mislila liho obratno, nek si otrok, pa da ti bo težko, ampak ne vem, meni res ni bilo. Je lepo, če se v predstavah igraš, ne da igraš in se igraš. In otroci to imajo, ne? Odrasli se moramo pa na to malo spomniti. Mene mož vedno spomni, pejte se igrati. Ja, se res je. In takrat, ko zbudim tega svojega otroka, to radovednost, to radoživost, potem je vse lažje, ne? Ne smeš tako resno jemati, se mi zdi. Resno, sej te trema spomni, da imaš odgovornost, ne? Ampak to je neka stvar, ki jo pač rad počneš, ne? Nisi tle zato, ker moraš biti, ampak zato, ker uživaš, te moraš to tako. Zaupati si moraš. Je pa tudi res, ne, da z vso to igro in sprejetjem glavne vloge nekako sprejmaš odgovornost za celoten projekt. Se pravi, da velikokrat to ne pomeni biti samo glavni odrski lik, temveč tudi vodenje, spodbujanje igralske zasedbe. Jaz se prav spomnim, ko smo mi skupaj sodelovali, pa si bila ti Hello Dolly, si gor držala celo ekipo. Ja, zdaj, jaz sem srečna, če so drugi srečni in če so sproščeni. In če smo sproščeni, potem smo lahko pravi. In meni se zdi, da ta avtentičnost, ki jo daš ven kot igralec, je zelo pomembna. In če čutiš, jaz čutim soigralca, pa hočem malo znivelirati to energijo. No. Saj sem zoprna pol, lahko zelo, ampak zelo si želimo ravnotežiti celotno energijo. V bistvu je fino, tudi če si glavni igralec ali če si, ne vem, stranski igralec, katerikoli igralec je enako pomemben. Cela ekipa je enako pomembna. Fino je, da si timski delavec, a ne da si neki tam aroganten individualist, solist. Ti veš, da to si, ali kakorkoli, ampak samo celota lahko zafunkcionira. Torej bi rekli nekako, da je ključno pri vodenju muzikla je kaj, da pač ljubezen do igre, do tega, da se vsi dobro počutijo, vse to, da zna vsak svoj part. In da si tudi pomagaš, magari na odru, ker se marsikaj zgodi na odru. Mislim, no, pa če smo že pri tem, lahko kakšen zanimiv insert. Ja, recimo, zdaj na zadnje, ko smo imeli malo nočno glasbo, mislim, meni so te kostumi strašansko fajni, a ne pa te lasulje, pa vse to. Sploh to mi pomaga, da pridem v svojo vlogo, a ne? Da se takoj lahko preklopim. Ampak najhujše je bilo to, ko sem morala tam
na odru osvajati Marjana Buniča, mojega soigralca, pa mi je Lesulja popustila, ker je bila kar precej velika. In pa sem... Grozen, no. Mislim, to mi je bila res izkušnja, da sem jokala pol tamle, ko sem dol prišla. Ja, dejansko. Dejansko, tako sem se stresirala zaradi tega. Sem pa je bilo že kar malo dobro, pa sem pa skoraj z lavorjem uletela eno sceno prezgodi. To so take stvari. Ja, to je živa stvar, pač. Se ne moreš temu izogniti, oziroma se niti nočemo temu izogniti, se mi zdi. Ne, meni je fino, ko prideš na rob. Ja. Veš, ko se moraš ven zvleči. No. Sej zato je pa prav, če se nam je to že kdaj zgodilo, pa smo se ven zvlekli, je spet ena stopnička več, da si zaupamo, ker zaupati si moramo, to je bistvo na odru. In drugim. Ja. In to Mene je moj recimo zaprosil sred predstave na odru. Tako da to je bilo tudi kar eno presenečenje za celo zasedbo, razen za dva, ki sta vedela. Dirigent je vedel, dobra Vila, se pravi Uršula je vedela. Pa take kralje igral, ne? Pa take kralje igral je vedel, da se bo to zgodilo. In jaz sem probala reševati sceno, ki sem tako, boh, kako se je zuno tam vzad naredili, zakaj zdaj ne pride na oder. Si uspela problem. In jaz zapojem, ni smiselno. Kje je zdaj? In on reče, je smiselno, Tjaša, je smiselno. In jaz jem, pa kva te štema zdaj, sred predstave, Tjaša, kva se dogaja? Ugasne muska, vse se vstal, vsi so gledali, kva se dogaja, pa sam prinesel prsten, Uroš je pokleknil. Ja. Cela dvorana, cela zasedba jokala, vsi smo bili paf. ste pa nadaljevali pol. Na koncu se je princip Pelka poročitev predstavil in on pač takrat zares pokleknil. To je bilo eno najlepših v bistvu presenečenj. Mi smo bili čist paf. Jaz se spomnim posnetka, ki sem ukazila. Mi smo bili čist. Mi smo bili fertik, to je res dobro. Se spomnite, ko je bil Marjan rojstni dan na Mali nočni glasbi in v enem momentu, ko mu jaz tako odgrnem haljo, kao sem gola, in sem imela tako le pas za mikrofon in je gor pisal vse najboljše, Marjan. Je bil kar šok. To so vedno. Me je skrbelo, a ne? Take prigode, mislim, takšne in drugačne. Ampak je lepo. To po mojem naredi tisto stvar, zakaj se spomnimo, tako kot jaz sem se za nazaj, kaj se pa spomnim, jaz se te štori spomnim. Kaj je to narobe, pa bolj je bilo butast, boljše je bilo, mislim. Jaz se spomnim, da po mojem na to zadnji ponovitvi se morava midva s Stotnikom ful hitro preoblečta, ne? In kle letiva dol po stopnicah, pa se je Stotnik, se pravi Matevška, igral to vlogo, malo heco pa je skočil v luft in se prbu v steno, ne? In je preletel po tleh, tam je bila mlaka krvi, jaz sem se šla njih preobleč. In potem sem sam v indonskemu zboru rekla, bomo speljali, če slučajno Stotnika ne bo pač na poroko, bomo sam sprevod neveste naredili. Jaz nisem vedela, a bo prišel moj mož, bodoči na oder, a se bo mogla kar sama poročiti. Vem, da je prišel, sploh ne v popolnem kostumu, tako tekla mu je kri dol, pač tiste bilo sam. In vi na moje kasneje so se pogovarjala in rekel, jaz se sploh ne spomnim, po mojem ga je adrenalin držal, ampak jaz tega nam pozabila, ko je on sam bum sem slišala, ko je prbupa pod tleh, pa samo kvazi, ne mu pomagam, ne se grem raj preobleči, pa hit na oder, tako da, mislim, da je bila malo kruta, no, ampak pač takih stvari se spomniš, ne vem, pa jaz sem skoraj na premieri, sem dobila eno obleko na dan premiere in jo nisem nikoli probala in to je bila obleka za naples, ne, in jaz dvignem roke, tako gor, pa sam čutim, jaz sem bila samo v redu, če sem jaz zdaj glih kar pol sebe gole pokazala publiki, se upravičujem, hvala Bogu se nič ni krudega zgodilo, ampak sam spomnim se, tik so šivi šli, tako da, ja, mislim. Lušenje, to, kar se ven vlečeš, je meni najbolj lušen, ampak je možno samo, če ekipa dobro funkcionira. Mislim, jaz sem recimo vskočila v vlogo Miss Hannigan in tako, ko ste mi recimo ve punce ful hotela pomagati, mi v bistvu tudi ful niste hotela pomagati. Tako da jaz pol vmes, res sem lovila tiste trenutke, pa ko ti besedilo gre skozi, pa probaš odigrati. Pa probala sem si malo Marišo priklicati,
kako je ona to delala na posnetkih in to. In se prav spomne, kako se vam je fajn zdelo, kaj je šlo kaj narobe. Ampak po drugi strani ste me pa pol še toliko počgale, da se vas jaz da vas bom še, to je bilo taka neka, ne vem, ful dobra sinergija. Energija. V bistvu. Ja, ful. Ker moraš v bistvu drugemu pomagati, ampak mu ne toliko preveč pomagati. Sploh ne neki taki vlogi, kot je pač Miss Hennigan. Mislim, valjda, da nekomu, ki tam zatira neke majhne punčke, ne moš pomagati. Pač mi smo se takrat toliko živeli v to vlogo, da smo dejansko se počutili kot logično. Jaz pa tam se lovila z besedilom in ne vem kaj, povem, da en trenutek je bil, ko sem pozabila besedilo in sem vas sam pogledala in neki z nogo in ste bili vse ono, kao prestrašeni, so šla dol, pač ker ne veš, kaj boš naredil, če greš dol, kaj. Efekt je bil, kaj, mislim, dosegli smo, kar smo mogli. Pol me je Žiga dol z odra nesel, pa ne vem kaj. Mislim, take in drugačne stvari. To jaz mislim, da res dela ta pač teater pač živ. Mislim, da zaradi tega grejo ljudje to gledati, ker če za uro pa pol malo pozabijo, kaj se jim dogaja doma ali pa neki pol, mislim, da smo kar dosegli to, kar se dosež davno. Tako. Tudi zase. Absolutno, absolutno. Ja. Mislim, vsaka izkušnja taka je super. Ja. Pač učiš še tudi drug od drugega. Razen, če se ful poškoduješ, recimo. Recimo, mislim, ja. Meni se je stol spodmahnil enkrat na Pepelki. Smo lih odpeli enega mojih najljubših songov in stopam na tisto pručko gor in mi spodnese, na robu odra je bil pa žebo, tokle ven. Jaz sem direkt na ta žebo preletela z ritjo. In sem naslednji prizor je pa lih tak, ko me mačeha spravi jok. Jaz sem toliko jokala na odru, jaz nisem bolj pristnega joka še iz sebe, vas so tekali od mene je toliko bolel. Jaz sem odšepala dol z odra v joku, pač to je bilo... In pa sem imela en mesec, sem imela še pač... Res, spominek. Orang sem se tako. Drugač pa super. Boleč spomin. Drugače imamo mi vse eno skupno osebo, zaradi katere smo se v bistvu spoznali. Ne? To je naš režiser in prevajalec Nejc Lisjak, ki je pa tudi pač čez vsa ta leta je sodeloval tudi z ostalimi super izjemnimi soustvarjalci. Pa mene zanima na tej točki, kako je potekal proces vaj in kako ocenjujete to sodelovanje z režiserjem, pa potem na drugi strani z glasbeno vodjo ali pa s koreografinjo? Bolj je bila blizu premiera, bolj je bil najdživčan. In bolj je bilo kaotično in bolj je bilo... Mislim tako, vse to je razumljivo, sej po mojem tudi po profesionalnem svetu se to zgodi, ampak jaz se spomnim, da tisti zadnji dnevi so bili Peklenski, ja. Mislim, pa je bilo ful lepi, ko se začeli vse, vsa ekipa je prišla na kap, orkester je prišel, scena je stala, ampak tako, ko si pa pogledal Nejca, pa premislil, a ga boš nekaj vprašal, a boš rekel, ne, da bom že sama zrihtala, če ne bo on po mojem ga odnesel. Tako da mislim, da je on levi delež živcev prispeval v ta projekt, da je to sploh tako sfunkcioniralo kot eno. Ampak se mi zdi, da na koncu vsa ekipa, ki je bila zraven, vseh in Uršula in pri nas je bila Maja, ta prvič koreografinja, pri eni je bila Petra. Mislim, da na koncu je šlo vse, pač, na koncu je bil rezultat vedno super. No? Tudi če ni izgledal. Ja, tudi če ni izgledal. Se nekako pošlihtal. Tudi če kakšna stvar, se pravi, od kostumov, ki nisi jih še imel, od tega, da jaz vem, da sem pred premiero zbolela, da po mojem prosti Nejc, vem, da ti je šlo ful živcev zaradi tega. Ampak na koncu mi zdi, da je vsa ekipa vedela, zakaj tukaj je. In na koncu smo tudi, kljub temu, da smo se kdaj verjetno tudi malo, ne vem, skregali ali pa malo kakšno stvar povedali od vseh živcev in tega napora, da bomo na koncu dostavili nekaj, kar bo pač super za publiko in za nas. No. Da pač na koncu pozabiš to, da si, ne vem, da je tudi komu kakšno stvar rekel, da je bilo tega logično, da je bilo. Sej smo imeli odgovornost do tega, da postavimo nor projekt na oder. Da tudi bili smo skozi skupine. Tiste dni na koncu smo imeli vikende,
same vaje, tako da se mi zdi tako logično. Meni je bilo dobro gledati to evolucijo njegovega tudi napredka ali pa znanja, recimo, od ki ga je prenašal iz enega muzikla v drugega. Ne? Pa v vsakem muziklu se je naučil ali pa se je nekega je izučil. In se je na napakah in pol vsaka produkcija se mi zdi, da je bila boljša v smislu organizacije, v smislu tega in meni je bilo blazen všeč, ker smo se mi sami dobivali na vajah, recimo, da nismo časa tratili drugim članom zasedbe, ki pač niso v določenih prizorih imeli nič zraven, ne? In je bilo zelo smiselno, tako zelo smo dobro razdelali prizore, like, ki ga boš igral, tako zelo strukturirano smo se šli, vsaj pri Pepelki lahko rečem. No? Tudi kar se tiče plesnih vaj, smo imeli zelo na visokem nivoju takrat. Mi smo imeli, pač res smo imeli take težke koreografije. Uroš recimo zaradi tega ne bo več v muziklih sodeloval, ker pač to je bila njegova prva izkušnja z muziklom in on je pač zaradi teh treningov rekel, pač nikoli več ne bom v muziklu sodeloval, ker mu je bilo to toliko stresno in naporno, pač, ampak res smo imeli ogromno treningov, ogromno enih vaj, mi smo ga res gagali takrat, ampak smo tudi pol spravili na koncu, a ne pač produkt ven, tudi individualne pevske, tako da smo dodelali te stvari tako zelo, se pravi, zelo mi je bila všeč ta evolucija in pri Pepelki se mi zdi, da smo že začeli posegati po tistem res visokem nivoju produkcije, no, tako, in da se je to tudi pol odražalo v številu prodanih predstav in nasplošno, koliko enega zanimanja, iz kje so vse ljudje prišli pogledati. V bistvu v splošni kvaliteti nekih stvari. Ja. Jaz recimo, ko sem bila pri parih stvareh zraven, mislim, da se evolucija pol pri vseh pozna, recimo, ker je ta input, ta v bistvu vložek je toliko večji iz predstave v predstave. Tudi pri nas pol v bistvu tudi ti kot igralec, kot pevec in tu v bistvu z vsakega projekta v projekt raseš in res postaješ tudi nekako samostojen, nekako kot da bi zapustil gnezdo na nek način. Mislim, čeprav ga nikoli ne, ker se je tako skozi učiš in to, ampak se mi zdi, da je res toliko lepo videti neke v bistvu napredke, ne samo pač kot režiser, kot Nejc, ki je to nadal, ampak tudi nam, da je dal neko tako znanje, ki ga mi lahko v bistvu jemljemo v svet in vse različne projekte, pri katerih smo, kar se mi zdi ful. Sama sem vedno občutila eno popolno zaupanje, ker se mi zdi, da Nejc točno ve, kaj dela. Ne? A ne? Kljub temu, da je med nama res kar precejšnja razlika v letih, nikoli nisem imela tega občutka. Jaz prav eno spoštovanje čutim zaradi tega, ker se mi zdi, da točno ve, kaj dela. Ne? In potem ta organizacija, kaj vse to zraven prinese. A veš, orkester bo. Vse to bo, a veš, čeprav veš, da ni budžet, ne vem kakšen, ampak vse je. Vse je in vsega si ti kot igralec suporta vse en deležen. A veš, in ne vem, to zaupanje se mi zdi zelo pomembno, da ti režiserji... To, a ne, recimo orkester pa vse to, a ne, pač vemo, da noben ni bil neki ful plačan, ampak so se ljudje radi vračali zaradi srca, no, zaradi odnosa, zaradi vsega tega. Jaz mislim, da je to bistvo radoma v teh produkcijah. Pa tudi zaradi nivoja samega, ker da ti nekaj tasga sproduciraš na nekem v bistvu majhnem odru, ker to v primerjavi z nekimi slovenskimi odri bi so zelo majhen odr. Na takem nivoju, s tako kvaliteto, tudi s tako ekipo, ki je ne samo srčna, ampak tudi zelo sposobna, pa v bistvu, ne vem, res predana, se mi zdi to zelo občudovanja vredno. No. In zato se pač, mislim, da vsi zelo radi vračamo s tem in pač delamo projekte s temi ljudmi, s katerimi smo si že neko zaupanje in neke odnose tudi predanost si rekla. Ustvarili. Prave stvari ti ne moreš iz denarnice plačati, ampak jo lahko tleno. Kako ste našli v bistvu svoj lik? Kako ste se sploh lotili ta igralski proces, ko štartaš svojo vlogo? Da veš, kaj ji boš dal noter, katere mimike. Tle sem bila zelo hvaležna za Nejca, recimo. Jaz sem hotela, da čist preveč sebe noter v to. In ali bi tako, Pepelka ni toliko fajsti, da se ti malo mer. To mi je bilo zelo dobrodošlo. Ja, absolutno. Ta Nejčev uvid, on je tudi toliko pregledal, prebral, on se toliko izobražuje v teh muzikli, on živi za to in je bilo... In sem od njega res rade volje sprejela potem
On je res naštudiral vsak lik posebej, za vsak musical posebej. Tako da meni je tle nec, če pa mogoče v vokalnem delu nisem imela toliko dela, pač sem pri igralskem delu veliko bolj rabila njegov input in vedno je znal to tako zelo lepo dostaviti, ne usiljeno, pa tudi zelo Argumentirano. Tako, ja, To. upaš tako, ja. Upaš. Jaz se recimo nisem znala poljubljati. Ker se pač še nikoli nisem. Mislim, na odru. Meni je bilo to, fant, kako bom jaz to pisma, pa kaj bo, če bo Charlie to. Ampak kot otroček, sploh nisem znala to nekako procesirati. Pa smo imeli potem ene vaje. Ja, to je bilo super, ja. In potem je bilo. Pa. Ne, ampak recimo, ker se... Kako ste pa to pol naredili? Ja, pa tako, Vidva zdaj letjale, lišta se 1 uro, pa dobro, ne bo čakala. res sem dobro. Ja. Ampak recimo... smo imeli enak problem. No, mislim, jaz sem se tudi ful... Ona se je še bolj. Ja. Ne, ampak recimo tudi dojemanje pač nekega poljubljanja. A veš, you're there now kiss. Ja, Kaj pa kemija? Ja, točno to. In v bistvu, da se tudi to, da pač ti nek konsent daš ali kakorkoli, da se v bistvu udobno počuti z drugo osebo. Ker veš, ti pa pač ste, ki vidva Midva so se kar nekako poznala že. Tako da ni bilo to težavo. Imela že zvadeno. Ne, v bistvu je bilo tako, da smo pač bili samo mi trije, se pravi Nejc pa pač pa v tvojem primeru. Partnerja, ja. In najprej smo se pravi sam krožili po prostoru. Najprej je bil... krožli? Definiraj krož. Hodili so. Pogledi pa hodili pa to. Najprej je bilo za roke, a ne? Najprej je bilo... Se jaz tako čisto še ne spomnim, ampak proces je pripeljal do tega, da sem se lahko poljubila. Da je bila v bistvu ta hitra kemija. Vaja obstaja. Vaja je bila v bistvu razdeljena na, kaj je bilo, 20, 30, 40 ali nekaj tazga, pa sekund si se držal. Najprej za roke, si rekel hvala, si šel spet naokrog. In že to je bilo. 30 sekund si se gledal v oči, držal za roke, pa je bila naslednja stopnja bil objem in pol ta tretja stopnja poljub. In je bilo v bistvu smo ful hitro pridobili neko kemijo oziroma neko intimo. Ja, ampak to je res, recimo kot, ne vem, tudi jaz sem se že v parih stvarih pač poljubljala, ampak nikoli se še nisem toliko udobno za reči počutila, kot pa recimo zdaj, ker se tega tudi pri nas, ne vem, na slovenskih tleh, jaz to pač pogrešam. Da ti kar, zdaj si ti pač, ne vem, igralec, pevcar, kakorkoli, pa se ti to kar veš. Sej zato je najdragocen. Sej to, a ne pač, zato me pa zanima. In a veš, neke take izkušnje, ki jih v bistvu pridobiš, ki jih bo sigurno tudi, ne vem, saj jaz vem tudi mogoče pri bodočih projektih pač probo nekako ponotraniti in ponesti. Ja, ponuditi nekako človeku, to je ful vredno. Ja. Razmišljite o tem, ker ste še zelo mlade. Meni se po moje ne bo treba več. Poljubljati. Na odru. Ne bi bila to kaj bolj tako. Pa sem res imela srečo, ker sem mogla na odru dobiti prvi poljub, ker se Marija še nikoli ni poljubila, tako da nismo rabili vaditi, manj smo vadili, boljše je bilo. A tudi kot Petra? Ne. Kot Marija dobiti tam prvi poljub, tudi če je bil štoras, ni bil nič narobe, ker pač mora biti štoras. Ja. Ampak še vseeno, veš, ta vzpostavljanje neke intime z nekom, s katerim si se, ne vem, parkrat videl v življenju in zdaj kar naenkrat mora biti pa zdaj ful strastno, je, mislim, a veš, ne? Mislim, da prepričaš tako, gledalca. se ti lahko prideš do tega, pa bo že neki vložil, ker pač vsi, ne vem, imaš neke igralske izkušnje, ampak pridati instant do te stvari pa ni tok. Zato recimo. To je samo ena izmed stvari, ki jih je pač Nejc recimo tle uvedel in to je zelo zlata vredno. A veš, ker ti imaš recimo vlogo, ker si zelo samozavestna ženska, a ne tako kot v Mali nočni glasbi. Ona pač ni imela s tem problemov, jaz sem pa imela ful. Tako da jaz sem se kar ubadala s tem. Ja, absolutno. Kako ste se pa soočile v bistvu z tako kot glavna vloga, s takšno količino poslovenjenega besedila, sploh, če že poznaš original? Kako? Ne, meni so slovenske stvari tako bolj blizu, kot tuje. Tako da jaz, ne vem,
tudi nisem si hotela originala gledati, ker bi rada najprej nekaj najdla en svoj vzgib, pa sem si pa že kaj pogledala naknadno, a ne, tako, ker sem se že malo postavila vsebinsko v to neko vlogo, pa sva itak s Nejcem skupaj razdelala, kako bi k temu pristopila. Ker je mene tudi bilo ponavadi preveč, ne? Je bilo vse boljš, a ne, da imajo, da lahko zauzemajo. Ja, mislim, jaz se spomnim, da mi smo se ful zaradi slovenščine bockali tako, veš, pa Nejc morda. Kakšen morda. Ja, to tehnično gledano, bolj je on vedno to znal tako dobro argumentirati. Sploh Uroš on je sploh tako rad secira vse podrobnosti. Je bilo izziv. Ja, res, in sta se ona dva velikrat dejala za kakšen prevod, kakšno besedo izgovorjavo, kakšne take stvari, ki pač res ni, kdo reče morda. Ampak realno v komadu, ne? Meni se zdi, da ima Nejc tak malo vintage pristop, ne, tudi predstave so malo vintage. In pa so tudi besede kakšne malo arhaične, a ne, ko jih že jaz kakšne ne poznam, a ne, čeprav bi jih lahko, a ne, mlajši vas sploh, a ne. Ampak jaz ga občudujem, kako to vse spraviti, a veš, mislim, vse, pač. Kdo danes še nosi klobuk? Nejc. Mislim, Mulci je začel pri 13, ali koliko je bil star. Sploh ne morem verjeti, veš, ker smo kakšni tudi malo starejši, pa vsi mu tako sledimo. Ne? Veš, meni je to čarobno. Dokaj se je svojim delom, mislim, da je to, ne, pač, če bi to neko malo strahovalno aurico ima. Ja, a bomo zanikali, no? Ne. Kaj je to? Čakaj, kaj je to? Ustrahovalno aurico. Vse v hecu, dokler lahko mi. Tako bi se rekla. Ja, a to veš, kako je bilo, ko sva se midva prvič spoznala? Ne, no povedi. To je bilo kar grozno. Povej. Ja, ne, iskreno, res. Jaz sem prišla na audicijo za to drugo, pač moje pesmi, moje sanje, produkcijo, ne. In sem prišla tja, par ljudi sem pač poznala, vzela sva se tako na videz iz akademije, pa Simon je bil tam, ki je bil moj profesor na akademiji. In ko prvo Gaja pač zelo pogumna pride tja, Defying Gravity. A to si izbrala? Ja. Ker zakaj ne? Ker pač, mislim, takrat sem še mislila, da, a ne, mislim, mlad pa neumen. In pač pridem tja, dam Simonu note in Simon mene vpraša, Gaja, Defying Gravity, si prepričana? Jaz zdaj več nisem. Ampak je še vseeno pač to nekako odpojem, ne vem niti, kako je bilo. In pa pridem jaz noter in vidim tisto Nejčev obraz. To je bil, ni bil samo poker face, to je bil, ne vem, tudi nekaj grozno je bilo. Meni je bilo grozno. A tako slabo si pela, ali kaj? Ne vem, njegov pogled je bil, Pa nisi mogla slabo peti. Ja. Ti ne moreš ne pogledati. Ja, on je celo mojo audicijo tako gledal. In jaz sem bila, to je šlo zelo slabo skozi. Pa sem imela še prizore, ne bil mati prednica, jaz sem bila Marija in jaz sem lepo na kolenih, pa vse odigram. Skozi isti fris sem bila to ne bo šlo skozi, mislim, to je nasvidenje. Upam, da se ne vidimo več. To ni šlo, okej, ne. Ampak pol sem pa v bistvu zvedela, da mislim, prav prijeten, ne? Če se potrudi. Ne, se v bistvu, mislim, pol iz tega eno ful v bistvu pristno prijateljstvo zacvetelo, no. Ampak začetki pa niso bili ravno obetavni. Ne, to si ti videla. Sem bila na debatnem krožku. Na debatnem taboru. A videla? Ja, v osnovni šoli smo imeli in smo šli na debatni tabor. In to smo pač iz različnih osnovnih šol smo se pač nabrali na kupu in pa smo mogli pač eni zagovarjajo eno temo, eni zagovarjajo drugo temo in tam sem se spoznala in tam sem se polo o glasbi začela nekaj pogovarjati in on mi pol razlagal o teh musiclih in sem bila tako, ja, super, ti pri 13 delaš musicle, ja, v redu.
pač zdaj se je pač a veš, overexcited mulc pač. Ja, to je stara duša v overexcited mulcu, a veš, ki mu Mi vse smo se tam jasno. recimo spoznali in pol čez čas, a ne bi bilo tako, a se ti mene še spraviš tako? Pa si ga ti Ja, bolj prijetnega. Ti si imela takrat že izkušnje, ko si nastopala, ne? V ansamblu si nastopala, ne? A za oder ali kaj? No, ja. Ja, ne, se pravi, z Nejcem sem jaz prvič sodelovala v moje pesmi, moje sanje, v tej produkciji, tej drugi produkciji, ja. In sem bila Lizel. Ampak jaz sem imela prej še Veroniko Deseniško, še en musical prej, da sem imela, to je bila moja prva izkušnja, no, pač tako z musicalom. Kako bi pa rekla, da se v bistvu te priprave na musical razlikujejo od priprave na koncert, kaj jih imaš? Mislim, predvsem, kaj ti podajaš ljudem, ne? Se pravi, tlele podajaš neko stvar, ki je že bila napisana in je bila predvidena, kako jo boš predstavil ljudem. Na svojem koncertu pa pač svojo vsebino. Načeloma je dost podoben, kar se tiče in priprav in vsega. Moraš uskladiti govorni del, moraš uskladiti glasbeni del, sploh, če se gre za avtorski pač projekt. Ampak ti usklajuješ, tukaj pa usklajujejo vsak svoje področje. Ne? Tako je, ja, to je res. Tako da načeloma ni neke blazne razlike, edin plesati nama je manj treba, no? Nobena jo ne sil v ples. Tako da sem res ja. No, to je točka, ki lahko zdaj nadgradite stvari. Ti zvalček s prehodom nad Zunim skokom. A ne bi. Uroš bo navdušen, sigurno. Ampak dej, jaz se jo zviga takoj. Sam ne povedati. Blazne fora, ne, ja, tako da... Seveda bo, vse bo hotel. Sila, da bo fajn. Sigurno, mogoče če mu vse povemo. Uroš dober si bil. Super ti je šlo. Ne, njega treningi odvrnejo. On bi na koncu zaplesal, njemu ni to panike. Samo on bi že znal. Smo 3 mesece pač kristali zaradi treninga. Jaz sem kašen je bil pa rezultat pol. Mislim, tiste bilo, ne? Seveda. Kaj gre pri vsakem projektu za tako veliko, v bistvu za priložnost, za osebno rast, kot tudi za profesionalno rast, ne? Vedno. Kaj mislite, da ste se recimo ve naučile in ste doprinesle, oziroma ja, kaj ste dobile, kaj ste dale? Jaz mislim, da sem dobila definitivno to, da zdaj nimam nobenega problema, da bi bila na odru, kaj govorila, kakšne predstavitve, pač tudi na faksu ali pa v šoli. Ne vem, mi res ni problem, tako grem lahko vodim kaj. Tako da to se mi tako zdi super, ne, za pol, za naprej v življenju. Sej še ne vem čist, kaj bom po poklicu, tako da to mi zihar prav pride. Kaj sem pa dala musiclu? Ja, ne vem, meni se je tisto neko otroško energijo takrat, ki je bil tak prvi musical tle v Radomljah, no pa tudi edini skoraj, ki je bila glavna vloga otrok. Tako da že to, da sem pokazala, v bistvu, da tudi otroci so zmožni take težke stvari delati, ki ne bi jih pričakovali. Od 11-letnega otroka, da bo skoraj vsak dan na vajah, pa zdržal predstave po uro, pa je kar šlo, ne. Pač, da sem pokazala, da so otroci tudi lahko zelo profesionalni, če želijo. Samo morajo biti iz pravega testa. Ili hoče se reči, ne bi vsi 11 tega zmoga. Tako se mi zdi, so bili ti naši in par eni, in par moje pesme, moje sanje, tako res top mulci, no, pač res taki ful delovni, ful pridni, tako, kaj je bila žurka, kaj je bilo pa delo, no, tako, res taki. No, in to se mi zdi, tudi to sem pol naprej v življenje. Jaz imam zdaj super, recimo, delovne navade, lahko dolg časa delam, pa ker sem takrat imela toliko stvari, sem navajena in ne vem, to se mi zdi super, da sem to s sabo odnesla. Si znala pa razdeliti. Tako, ja. A kva smo mi dve kaj, ne vem? Ja, pri meni ful odvisno od vloge, pač. Ti si v bistvu več funkcij tudi upravljala, ne? Ja, tudi to. Mislim, meni je bila predvsem pač taka lekcija, vem, da nič ne vem, ampak to je okej, ker pol sem se v bistvu zelo začela gnati za stvarmi, tako na nekem, ne vem, pevskem, pedagoškem nivoju, kot tudi nekem igralskem. Kako pa zgleda to, pač
imaš funkcijo pri projektih, pa si igralka, pa hkrati še imaš... Je drugače. Mislim, meni sigurno mi je bilo lažje, ko sem bila samo, ne vem, neka igralka in sem se tistemu posvečala. Pri druščini in pri Hello Dolly sem bila kot vocal coach in je bilo sigurno drugače, ker so, mislim, tudi na drugačen način jemlješ te stvari, malo bolj resno, no? Saj to sem pri sebi začutila, ker naenkrat imaš eno odgovornost več, ker ni samo odgovornost, da ti zdaj, ne vem, upev ljudi ali kukorkoli, ampak tudi konec koncev, da se z njimi ukvarjaš na način tega, kaj je, ne vem, neka pravilna tehnika ali pa kukorkoli, da se v bistvu tudi posvečaš nekako vsakemu posamezniku. In meni je bilo drugače, no? S tem, da recimo sploh druščina, ker sem imela tudi tako vlogo, da sem se zelo fajtala z njo. Mi je bilo težje, ampak ne pa zdaj, ne vem, da bi mi bilo ful bedno ali pa kukorkoli, ampak samo pač na drugačen način se to dojema. Mislim, da sem zelo odrasla tudi takrat. Da sem iz nekega mulčka pač pol neko funkcijo prišla, jo tudi mislim, da kar korektno opravila in tudi konec koncev neko vlogo speljala, ki mi ni bila sicer pisana na kožo, ampak sem ful stvari razpucala pri sebi. Jaz sem se tudi v tem času zdaj spomnila, ko sem pa jaz se naučila tle v teh mjuziklih. Ajde. Pevske discipline. Meni je bila vloga zelo pevsko zahtevna, no, tako tudi marsikaj je bilo izven moje cone obdobja. In takrat sem res konstantno hodila na ure petja, redno sem vadila, redno sem to in sem to videla, kakšno razliko je naredil na moje glasilke. Tako bi človek mislil, večja obremenitev, slabš za glasilke, je bilo pa ravno obratno, ker sem v bistvu skozi delala na svojem glasu in takrat sem lahko s tako lahkoto pela. Se spomnim, enkrat smo imeli ob 9 zjutraj predstavo. Z lahkoto. Tako, dobila sem ogromne discipline, tako, kondicije. Kar sem pa mogoče dala muziklu, je bilo pa mogoče tudi malo ta marketinška žilca, ki jo jaz imam, kako zadevo prodati tudi širše. No? Tako, pa neka prepoznavnost, mi da so do takrat že, a ne do tiste točke, ki je bila Pepelka, sva že bila tako, duet, dokaj poznan, rečemo, no, tako, in se spomnim, da sva takrat tudi preko svojih kanalov pa znanja pa tako tudi doprinesla, no, tako da je tudi musical nekaj imel od tega, no, kako bi rekla. No, tako. Ja, sigurno. Se spomnim. Ja. No, jaz sem tle pri Nejcu pa dojela to, da imam muzikle ful rada. Da je to, kar sem celo življenje čakala. Tako da to... Ja, dala sem pa sebe, kar sem lahko, a ne. Pač daš v tistem trenutku največkrat moreš in pa si zmagal. A ne glede na to, kakšen je rezultat, ki so pa vedno bili lepi rezultati. No, ampak, če daš maksimum, pa si zadovoljen. Je že tvoj v svet. Jaz sem recimo, meni je bilo ful zanimivo, kako so mi bile te vloge, ki sem jih v bistvu dobila, tako, ne vem, jaz pač ne verjamem v naključje, ampak to je bilo tako vpleteno pol v moje življenje, da mi je vse pomagalo. Da tudi, če sem se jaz, ne vem, recimo z Jenny, da smo se ful fajtali, jaz sem toliko enih stvari razčistila pri sebi. Tako prav se mi zdi, da so mi bile poslane vloge, ki sem jih v tistem trenutku rabila. Da si osebnostno rasla. Ja. Mislim, da to ni pač naključje. Absolutno ne. In se mi zdi, da tudi, in v bistvu sem ful hvaležna tudi pač Nejcu, da mi je konec koncev zaupal, da bom pač nekaj takega lahko in speljala in implementirala tudi, ne vem, in v svoje življenje in pač tudi na odru vlogo. Tako da sem ful hvaležna za vse. Torej je on globoko videc. Ker vidi čisto v nas. Kje bi mogla Gaja še na sebi narediti? Tale muzika! Res je. Jaz sem tudi skočila v to Joanne, v druščino, kako bo to, mi tudi ni bila, ne, tako, mi je bilo kar težko biti taka zoprnjača, ne, ker sem vedno nekaj igrala, ker sem bila simpatična. Sem bila tako, in mi je bil tudi izziv in tudi to je del, vse smo in nič. No. Ja, tako je. In če lahko
pogledate z neko časovno distanco na to vaše delo, ki ste ga naredili, a danes kaj drugače razmišljate o svoji vlogi, ki ste jo upodobili, oziroma bi kaj drugače danes naredili? Jaz ne bi, zato ker to je bilo takrat v tistem trenutku z moje strani najbolj še kar sem lahko. A ne? Zdaj, če bi pa zdaj spet delala, pa ne vem, mogoče bi kaj... Sigurno kaj drugače. Sigurno bi bilo kaj drugače, ampak ne bi nič spreminjala za nazaj. Ker se mi zdi, da je v pravem trenutku, na pravem času se dogajalo tako, kot si rekla. Veš. Ja, da pač, mislim, lahko, sigurno bi bila, če bi danes šla še enkrat isto vlogo odigrati, bi bila verjetno moja Marija drugačna, ker sem tudi jaz v teh 10 letih neke nove izkušnje dobila. Pa ne govorimo o odrskih, ampak kot človek. Človek, seveda. Ampak v tistem trenutku je bila pa pač največja povezava z njo in mano taka, kot je bila, in sem pač to dala vanjo, kot sem. Verjetno bi pa danes jo drugače. Mislim, ne vse, pač definitivno ne vse, ampak sigurno vem, da sem ene stvari zrasla, odrasla, da me je služba nekaj naučila, življenje, ljubezen, karkoli bi bila tudi moja Marija druga. Pa ne vem, pa ni nujno, da bi bila boljša, ali bi bila mogoče slabša, da sem bila takrat bolj naivna, bolj mlada, bolj... Njej podobna. Njej podobna, ja, da v bistvu... Ampak kljub samo je pa v listu najbrž bilo veliko odrekanja potrebnega, ne? V tistem času. Ne vem, če se temu glih to rekli takrat odrekanje. Pač meni je bilo to, da sem dobila to vlogo takrat in še zdaj, ko gledam za nazaj, verjetno najlepša stvar v življenju, ki se mi je zgodila. Da pač dobesedno po mojem ledvico prodala, da bi tisto vlogo lahko še enkrat igrala. Itak, ali pa jaz bi speš šla štanjala do Radoma. Ja, se je bilo res noro vaj. Jaz sem se vozila z Gorenjske 3/4 ure v eno smer. V bistvu glede na to, da sem bila še malo nevešča vožnje, velika, če celo z avtobusom, tako da je trajalo uro pa pol, da sem prišla do sem. Ampak meni to ni bilo odrekanje, meni je bilo to pač dejansko ena velika sreča, da imam možnost to delati. Ja, to. Da pač, in če bi nekdo rekel, Petra, lej, klelem nas še enkrat tole, isto bo, kaotično bo, v minusi bo šla, kaj tak nisem imeli honorarjev takrat, bila sem študent, kar pomeni, ampak še enkrat bi šla čez to, ker je bilo pač tistih nekaj mesecev vaj in tistih 20 predstav, wow. Ja. Pač, dobro, se tudi eni, ampak ja, tako, ki moje sanje so bile res tista, res moje sanje in ja, tako da, ne vem, čez 10 let, lahko še enkrat. No, bom je stara, ampak ajde. Ja. Ne, jaz sem za vsak projekt, moje pesmi, moje sanje, so moje sanje. Ja. Se pravi, lahko eno skupno točko potegnem ven, da vam pač je to sodelovanje pomenilo res veliko. Absolutno. Mogoče se ne da niti povedati čisto, koliko ti to v resnici pomeni, ker tudi sam dojameš le čez nekaj časa. A veš, kad pride tista abstinenčna kriza, ki se neha. Res je. Meni se zdi, da mene pač, ki je bilo še to drugače, ko sem bila otrok, je dejansko, jaz sem zrasla s tem, to je mene naredil nekako v osebo, tako, ki to je res tako velik del mojega otroštva, se mi še vsem zdi, da je malo drugače, ko si odrasel, pa igraš, pa ko si otrok, pač res. Ne vem, to je bilo res 2 leti je to trajalo. Zame je bilo veliko, ampak mi je bilo super. Mene je zelo vesela. Mene poleg vsega mi je družba tudi to. Se pravi, z ekipo smo se povezali, dala mi je kar nekaj novih poznanstv in tudi prijateljstvo, ali pa tako, ki jih še zdaj pač negujemo. Ampak tako, takrat smo bili res ekipa, tako predvsem, če ne bi bilo dobre vole. Pa kar naprej se dogajajo stvari prvič. A veš, skozi stvari prvič, vse je prvič, a veš, tako. In to je... Jaz mislim, da ta energija, ki, ne vem, rata, ko nekaj tazga počneš, to je neopisljivo, se mogoče se sliši, ne vem, res je tako. Meni, jaz bi še enkrat vse ponovila, ali kakorkoli, mislim, ni mi... Najmanjši problem bi mi bil, zato ker so mi res te stvari tako dobre in tako, kot si tudi rekla, družba, pa neka poznanstva, ki še zdaj v bistvu ohranjaš tudi neka prijateljstva ali kakorkoli in eni ful čudoviti spomini, ki drugače jih ne bi bilo, ne vem. Se zato pa tudi za ta koncert, ki se pač pripravlja zdaj,
Jaz se spomnim, sem Nejcu rekla, lej, jaz marca rodim, a bomo imeli mi v februarju kakšno vajo, da mi koreografijo zvadimo. Pa tako, ne, saj to bo koncert, to ne bomo zdaj dejansko imeli te koreografije, do tega se lahko umiriš. Jaz sem bila tok not, jaz sem bila tako, valjda bomo zaplesali, ne, valjda bomo. Tako, ampak jaz res ne bi pozno vrojenčkom, a lahko mi februarja, a lahko mi to zrihtamo, tako, pač... Ti si bila res, ti si pripravljena. Ja, no. Spremna. Mi je všeč, no, rada se... Vse mogoče še kakšnih stvari ne vemo. Ja, se še lahko spremenijo. Ja, morda. Zaenkrat imamo note, pa pač... Eni, ja. Jaz jih Torej, imam. lahko rečem, da se vsi veselimo Koncerta. in morebitnih nadaljnih prihodnjih sodelovanj. Jaz bi bolj kratkoročno. Torej, maj. Maj. Meni je lepo, ker grem proti maju zdaj. No, Meni je to lepo. Če bo pa še kdaj kaj, bo pa tudi super, če bom še pač tlene. Ja. A veš, koliko se 10 let se obrne takole? Sploh ne vem, kdaj sva se z Nejcem spoznala, menda ene 8 let nazaj mogoče, no? Se ne vem, ampak ta leta so se tako... Res, ja. A veš, Vem, da si v enem od intervjujev rekla, prav v zvezi z muzikli, da si Nejčeva odkritje. Da ne vem, kaj točno si mislila s tem, pa v bistvu kako dojemaš te projekte in a ti sploh še kaj predstavlja v izziv? Glede na to, da si v bistvu že pred 10 leti stopila v muzikle, da vodiš glasbene predstave za odrasle otroke, TV oddaje in festivale, pa še poučuješ. Veš kaj, gojim otroka vedno v sebi. Vsak dan se spomnim na otroka v sebi. In to se mi zdi bistvo, ker potem ostanem radovedna, radoživa, skačem na glavo, a ne, probam biti naivna in tako. In potem sem vseeno vedno odprt list. Meni je vse vedno na novo izziv. Vedno. Vedno. Nimam tega, jaz pa že vse znam. Ne maram, tudi sicer pri ljudeh te arogance nekako... Se izogibam sodelovanja z ljudmi, ki je veliko te arogance, kao, da si pojedo že vse znanje tega sveta. Vem, da nič ne vem. No, pa dajmo na tej točki, naj bo to naša sklepna misel. Vem, da nič ne vem. Tako da, drage gostje, v neizmeren užitek mi je bilo poklepetati z vami in obuditi spomine na zadnjih 10 let. Najlepša hvala za bogato razpravo ter delitev vaših osebnih izkušenj in edinstvenih pogledov. Ker vem, da ste vse aktivne na mnogoterih področjih, vam želim obilo uspeha in upam, da se kmalu spet snidemo, morebiti ob kakšnem prihodnem radomljskem muziklu. Hvala. Drugače na koncertu, 30. maja. Tjaša bo plesala. Z dojenčkom.